To, stari, to. Leti jebo ti sebe. Idi. Ok, zdaj se bomo pa lotili ročke. Prvo, kar bomo dali tukaj čepič. Ta čepič sem dobil novega. Nekaj gre na lahko, to se skup. To itak tako stoji, tako da to nima kam jati. Tukaj not bomo malo vzeli masti. Tole se pač premika. Malo tole namazala, veš. Kontra. In pa gre, veš. Tega tudi malo namažemo. Damo po vrhu. Takole ga zdaj tle zategneš na mero. Oziroma, da vem, kaj se zgodi, če ga zategnem čist. Aha, v redu. Ni nekaj, da bi se ful premikal, tako. Bom pa tukaj vzad še matico. Kakšna podložka bi fajn prišla. To je to. In zdaj veš. Upajmo, da bo šlo lepo, če ne bo treba popravljati navoje. To je to, vidiš, ročkica. Zdaj gremo pa tole dati na motor. Evo ga. Čica gre. Tukaj gor. A zdaj, ko se kaj ta brne, pa moje isto. Tole zategnemo spred, na uni strani sem dal malo daljše. Evo, tako za silo. To je to. To je to. Pa da malo vidite zdaj, kako te šraufi pridejo. Pa z druge strani so glih skorno do konca. Tega sem vzel pa daljšega, ker je bil ta prekratek. Tako da to je to za danes, pa nadaljujemo. 24.3. Evo ga, končno se lotujemo mašine. Se pravi, zdaj le bom dal skup menjalnik in po tehtemu premisleku, gledanju na servis manual oziroma temu pač na modelih, internetu, ko imam enega Italijana, ki to sestavljam, sem pripravil vso področje tukaj in zdaj bomo prvo, kar bomo naredili, bomo probali dati tele zobnike noter v blok, potem bomo dol pa blajerico noter in vse skup probati sestaviti. Tako da nam kaj preveč govoril, jaz bom tole sestavljal, ker zame je to, priznam, kar stresen oziroma tak malo zastrašujoč postopek. Nikoli tega nisem delal, upam, da bom kaj zajebal, ker če zdaj zajebaš, ko vse skup sestaviš nazaj, dejansko boš videl napak še na motorju, ali se ne bo šaltal, ali bo škrtal, ali ne bo pržgal, karkoli, ne, zdaj moram biti 300% fokusiran in paziti na postopek in se potruditi, da to čim lepše sestavim. Je pa to meni prvič in zato dejansko je tudi malo tako bav. No, pa gremo. Prav, primamo tele dve gredi. Vzamemo malo olja, podmažemo. Prav, tole olje sem se odločil, da bom porabil za menjalnike in za mokre sklopke. Tole primamo takole skup in naj bi to šlo tukaj not. Zdaj to izgleda full easy drugače, ampak ker je YouTube, je v živo to malo drugače. Takole naredim. Evo, tole je zdaj noter. Tole se zdaj ne vrti. Zakaj se ne vrti? Ne vem. V eno smer se vrti, drugo smer. Ok, zdaj se pa vrti. Sem se že malo strašil, kaj je zdaj s tem. Ojoj. Aha, kar vam pade. Ok, se pravi, vam pade. Te zobniki se premikajo levo desno in s tem ustrezno se tudi prestavi menjajo. Glej, se kar zašteka. Aha, se pravi, pride ven iz meje. Kako zdaj točno, kjera prestave, jaz nimam pojma, ampak jebi ga. Bomo preverili. Se kar učaraufal, veš. Treba zdaj dati gor avtomat, tole pa naprej.
Ok, zdaj bomo pa dali noter avtomat. Prvo, kar bomo tukaj malo dali olja. Prav tukaj not, pa tukaj gor. Takole. To lažje šlo not. Potem bomo vzeli avtomat. Ja, viš, tukaj ima tudi ta ležaj, katerega nisem zamenil, ta ležaj nisem zamenil. Ta avtomat, to je za šalta, tak, veš, to nima zdaj nekih ful obratov, da bi zdaj rekel. Pa moja drag kasina. Ok. Prav. Podložka gre sem not. Takole. Potem vzamemo tale avtomat in ga damo tukaj gor. Aha, v bistvu tukaj je ena kugelca, zato, veš, ta kugelca pritisne, zato je malo, veš, tako, tak naredi, zato je malo v bistvu upora in sem jaz mislil, da je dejansko zaradi svinarije. Zdaj pa tle vilico, takole in jo damo tukaj not. In tale gre sem not. Tega obrnemo, da pade tako. In damo tukaj tako. Tukaj ima tudi vse te, ki so v bistvu take kromirane, tukaj je stična površina. Se pravi takole. Zdaj pa vzamemo tretjo vilico, malo namažemo in jo damo tukaj vmes. Tega malo dvignemo, takole, pol tega zataknemo. Zdaj bom pa dal os noter. Takole. 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 Pa še z te strani ozdam. Malo namažem. TV vsi sta enaki. Ok, zdaj bomo pa preverili menjalnik, če vse deluje. Dejansko tole je glavna gred. Takole. Veš, tega obračaš in zdaj je recimo, ne vem, v 6. Greš, obračaš. Malo se šteka, ampak pol pride, veš. Pol, ko se to bolj vrti, pa se to pol v bistvu, veš, da je v leru. Tukaj je not ena taka kugelca. Tukaj je ta kutor, veš. To je ler. Pol v bistvu, če gre sem dol, je prva. Veš, to je prva. Bum. Pa gre pa, tole vrtiš, gre pa druga do 6. Veš, to vilico premakne te zobnike in poveže. Bam. To se pač mora vrteti, da se to ujame not. Zdaj sem dejansko gotovo, da moraš tega ful vrteti, da se ta šalta, ker je to na roko, gre malo težje. Ko se pa to enkrat obrati, pa to čisto druga pesem. Zdaj bomo dali tole, kar jaz predvidevam, je protivtež. Prav ta protivtež je za eliminiranje vibracij. Tako not sem dol. Takole. Vmes sem je enkrat že vse skupaj spadal. Je padal, tako da sem moral še enkrat vse narediti. Ampak tega pač nisem posnel. Ta podložka. Ok, zdaj smo končno prišli do šraufov oziroma do tesnil. Kupil sem nova tesnila preko eBaya. Dejansko sem jih kar iskal, ampak sem jih dobil na koncu. Kupil sem si Orang Olfa nož, japanski.
ki sem sploh videl, da Ulfa nož je narejen na Japanu, da so ga oni izumili. Tlele je set tesnil za cel motor. Zato me zanima, dejansko je baje ful veliko tesnil, ker je za vse modele teh Gel-Air, ker te Gel-Air imajo večinoma enake motorje. Zdaj moje je, da dam ven, upajmo, da pa še nisem kaj zajebal, ker to, kar sem kupil, je kar minil nekaj časa. Ok, ta prije, veš, ta prije sem. Zdaj, ko jaz gledam tega modela Italijana, ki to dela, on je to z mastjo namazal. Pač z mastjo, po fabriških navodilih je z mastjo. Zdaj sem vprašal te moje ljudi, vsi pravijo, vzem silikon, zihar je zihar. Tako da imam pravi silikon, če ga imam, ampak je pa res, ker daješ narazen, da je dejansko, pa se lahko strga. Je pa tole taki jaden košček papirja. Ampak še prej damo to gor, moramo mi dati blajerco. Na to blajerco sem dal v hladilnik, naj bi šla not. Pa treba segreti ta drug ležaj, pa dati noter. A veš. Tako da dejansko bo zdaj kar nekaj dela. Pa bomo spucali površine, zato da bo tole ne bo masno, da bo silikon paril boljš. Tole je zdaj tukaj stalo par mesecev odprto, itak da se je nabral vsega boga. Evo je, glavna gre direkt iz hladilnika, sem jo dal kar v hladilnik. Ok, zdaj za blajerco, pa to bom porabil tole olje. Ker Dino glupan, nima več injekcij, oziroma ne ve, kje je. Bo to malo z roko namazal. Čist malo bo nalil, ker to bo itak toliko pušilo, pa... Zdaj bom šel v Kučevo lekarno kupati injekcije. Juj, pade mi noter. Amaterizem živi, stari, kupil sem na AliExpressu tiste tele injekcije in so zdaj kurac. Spuščajo na polno in sem fuknil vse stran. In sem najdel eno staro svoje, ne vem kam sem dal. Ne vem kam sem dal. Dobro, nima veze. Zdaj smo ta ležaj dokaj namazali. Zdaj je namazan. Zdaj pa mi gremo tako, kot pravi meni na Italijan. Tole gre zdaj noter, ta bi mogel jeti easy. Ta bi mogel jeti easy. In easy je šel kurac. Ni šel easy. O moj bog, zdaj ga ne moram ti ven dobiti. To je to. Pa je Italijan kao, ne rabiš nič gret. Ja, vidim. Zdaj mogo imeti tune rokavice, umeste, pa to lepo namazati. Nema, rokavic nema, treba kupati. Zdaj sem dal video, ta teden sem dal video ven za tist, kar sem dobil od Kitajcev, od Vevarjev. Podaljšek od elektrike, pa podaljšek od zraka. Pa vidim neke ljubomorne duše, govorijo neki začni delati pa te bedarije. Stari moj, česar kol se lotaš, rabaš orodje. Rabaš orodje, ker fali. In hvala Bogu, da sem dobil tiste podaljške, ker mi ful bolj pomagajo, res mi dobro pridejo. In sem vesel, ker me podpirajo, ker lahko delam, ker lahko snimam. A ljubomorne duše, nabijem vas na kurac. Vi ste niko ništa. Gledate mene. Mene gledate. Ljubomorni. Če kdo ni všeč, jaz ga ne gledam. Blok, adijo, ne vem, da obstaja. Sploh. A eni pač gledajo in jih hejtajo. In jih boli. Ta te boli je, bo te kiša. Naredi kaj sebe, pa te ne bo bolel. Začni se brigati zase. Za svoj life. Jebi ga. Težko je nekaj narediti v life. Težko je. Tudi jaz sem enkrat začel z YouTubeom. Tudi jaz sem enkrat bil začetnik, niko ništa in pa sem začel, evo me, kje sem.
Ampak kako, zakaj to? Zato, ker sem se odločil, da bom kaj naredil. Nisem hejtil, pa ležal doma, pa jedel čips, pil, pijače, drkal na pičke. Šel ven, ganjati pičke, bele ganjati, narediti kaj sebe. In zdaj so pač, kako se reče, rezultati. Sem zelo zadovoljen. Zelo sem zadovoljen, to. To treba zdaj dobro tako. Dobro to namazati, pa se to prime. Štanka ni prijel, sam gledam, da nam strgu. Če nam strgu, jebi ga, nimaš kaj. Dajemo skup. Treba je tako dobro nastaviti, da se ti ne premakne, da je ne zastrižeš tudi, a veš. Tanko, ne? Da pretiravamo. Ajde, če tole čudo pa še skup. Kako to lepo zgleda na YouTubeu, ko mu sestavlja. To ne moreš verjeti. Tale dvojni ležaj. Ojo, Pluto, kar paduje skup. Pizda, ni šlo, pa je kar šlo. Ok, zdaj smo to dali skup, zdaj bomo pa šraufe dali. Zdaj jaz sem si to nekaj narisal. Ampak ok, gremo zdaj. Lepo po občutku, mogo bi imeti, se pravi ta, ko se reče, za tork. Prav za moment ključ bi rabil. Dobre, zdaj pa preveriti, če se vse dejansko vrti. Blajerca je zdaj, se pravi, ko sem zdaj zategnil, se je zaštopala. To, stari, to, leti je bo, ti sebe. Idi. Ok, zdaj smo tole skup dali, zdaj imamo pa dve tele, ne. Zdaj, kjera pride sem, Bog ti dal. Tole je pa, se pravi, ročica za prestavni vzvod. Zdaj, za vsak stvar se moš namučati, ko budala. Ok, zdaj damo tole zvezdico gor. Takole. Pa ti pet not. Ajde, tretja roka. Ajde, še malo. Še malo, ajde. Obrnemo tole, do ročko in to zdaj obrnemo. Evo ga. Tale črtica v tem okenčku pomeni neutral. To naj bi bilo to. In še final touch za danes. Evo ga, motor je. Spodnji del bloka je sestavljen, tako da to je za danes vse. Zdaj gremo pa jesti, ker mislimo, da smo si kar zaslužili kosilo, jutri pa nadaljujemo. 25.3. evo me zdaj ura 11 in sem se že lotil tegale zvonca sklopke.
Dejansko sem kar sfukan, spal sem 5 ur, po glavi mi gre sestava, katero sem delal, a sem prav naredil, sem kaj zajebil. Pa tisti spreden križ mi gre na živce, ker ko zabremzam, imam luft. Pol sem v bistvu zategnil balanco, ampak sem ugotovil, da disk, ki je plavajoči, ima malo lufta in ko zabremzam, tak naredi. Zdaj jaz ne vem, kako bo to se obnašalo kaj med vožnjo, ampak vem, da mi gre ful na živce in zgleda, da bom moral une nove vijake dobiti, ki pridejo pač na disk in da besedno vse skupaj prišraufajo. Ampak dobro, zdaj se bomo ukvarjali kasneje, ko bo prišlo to na vrsto. Zdajle bomo se lotili tega, se pravi zvona. Tele malo robove bom pobrusil, ker te robovi, oziroma po teh robovih grejo lamele in če so kaj v bistvu tako malo uničene, pol v bistvu zna tudi zatikati. Tako da dejansko se bom lotil takole malo svežega papirjem, toliko malo da pobrusiš, da te neravnine pa robove zgladiš, to pa je tudi to. Ok, zdaj imam pa ta drug del, po katerem tudi grejo tele lamele. Treba te robove malo pobrusiti, zato da se ne zatikajo, da bo to lažje šlo gor dol, veš. Veš, tukaj se pozna malo, da so dejansko, veš, tukaj grabi. Samo toliko malo pobrusiti, da ni glih toliko trdih robov, da je to lažje pol potuje. Ok, začele so se težave in sicer pri takem zobniku pride not ena taka gumica. Sem šel iskat novo v dihto, pač da je nova. Sem pa opazil, da sem zgubil take zagozde plus matico za, recimo, tale zobnik. In zdaj, kje je to, boga pitaj? Ker tole se tukaj vleče par mesecev, ko sem jaz čakal vse te dele in to se je premetava levo desno in se je izgubil. Tako da težko, da bom najdel, ampak če ne, bo pa mogel nik narediti nove, druge ni. In dejansko rešiti problem. In spet se je zataknil in spet bomo čakali. Ok, mogoče pa le ni toliko krize, no. Sem malo pogledal tega človeka, ki to sestavlja. Evo, veš, kole prije to tesnilo. To je originalno tesnilo. Lepo prije not, ta je malo bolj tesen, malo je, ampak vsem pride not. Zdaj sem kar anksiozen, ne vem, to naj bi dal not ali ne. Tako. Pa ga pa naštimamo tukaj na zagozdo. Tako. Damo podložko. Vzamem drug zobnik. Tega pa zdaj imamo dve pikice tukaj, ne. Prav, pa damo skup. Mora te dve pikice biti skup. Tako. Tako, evo ga. Lepa. Tega dam sem. Ok, zdaj bomo probali tole zategniti. Sicer imamo moment ključ in zateguje se s 55 Nm. Sam je en problem, problem je, ker se tole vrti, ne, vse skup. In zdaj, kakor se jaz spomnim, zdaj mislim, če bi bil kakšen aluminijast predmet, bi bilo super, ker ga pa nimam, bom dal pa krpo. In meni se zdi, da krpa bi morala opravljati svoje delo. Ok, tole se zdaj malo premika. Krpa ne opravlja svojega dela oziroma ga. Upam, da bom dovolj ven dobil.
Pa gremo. Aha, ta gre pa zdaj v drugo smer, tako da bomo kar pa opravljali svoje delo. Tako da bomo kar pa zdaj dali na tole stran, gled, kaj se zgodi. Jo je kar potrgal. Ok, kar pa ne opravlja svojega dela, oziroma ok, zakvasi se pa ti odtaknu. Ok, zdaj pa gremo kontra. To kar po ven biti. Drugače bi dala en plehič, bi bilo boljše. Kar pa je dejansko naredila svoje delo. Ampak, ker sem jaz malo paničen, anksiozen, ker je zelo težko tole prijeti, bom naredil tako, da bom dal stran tale podaljšek. In bom dal sem takole. In ok, tale je. Sem rekla, tale mora pa kontre. To je to. To je to. Zdaj pa treba tega malo besedno zategati. Ok, zdaj smo pa pri ležaju. Tole je stari ležaj, vidiš, od firme Nedela, Nadela. Tale je novi ležaj, oziroma ta je stari, ta je novi. Zdaj sem pa v problemu, kjer je novi, kjer je stari. A ne, ker dejansko ta je masten, ta je suh. Tale je novi. Sam ima pa že sledi, ta pa nima sledi. Dobro vprašanje. Stare, ta je stari, ta je novi. Novi imajo kar krajše igelce, če pogledaš. Jaz to ne bi rabo menjati, to je še vedno dober, sam glej. Na podložko, tole. Tole.
Zdaj damo pravi košaro. Okay. Kakšna pika tukaj, karkoli ni, jebem ti. Gledam, če ima kakšne oznake. Nima nobenih oznak. Takole. L'olio dietro ai bulloni serve per tenerli fermi. Tale pa res jadna matičica. Ta je v kontrasmer. Vse res. Ta se vrti v kontra. Ampak neki serije. Ful je nenaravno v drugo smer vrteti. Tako. 18 dni. 19 je pa labav. Ful laber. Zdaj, koliko se ta zategne, ne vem. Ampak vem, da ta krpa za zdaj še ne. Aha. Zdaj se vse skup vrti. Da moram jaz še krp dati. Tukaj not. Res sem to s pištolo prej odvrtavil in mi je takrat tuna blajarca mi je ponorila. Če se spomnite. Tole nov dober.
se glih ne strinjam s tem postopkom, da dajem šrafen cigar noter. Jaz moram kontra to vrteti. To zategnem, tukaj zategnem v levo stran. Še v to stran. Tole pa je zdaj težava, ker se mi vrti. Ok, to ne bo šlo, kar pa ne pomaga. Tole pomaga, ampak tole tudi ne pomaga. Da pomislim. Tako, kar sem prej probal. Ok, dobro, da sem jaz tole snemal, ker sem jaz tudi tako se zajebal. Tele lamele bom jaz malo namazal z oljem, da ne bojo suhe. Sem jih malo spucal, unga starega olja sem spucal, zdaj pa dal novo olje. In tam je tako ena puščica, veš. Ta puščica gre proti meni. Dobro, da so tle sledi od lamel, pa da dejansko vem, kako je. Ja. Zdaj se pa delajo, tako kot sem rekel, prej sendviči. Sendviči. Takole. Tole mora biti napojen z oljem, zato da se ne skur. Tako sem gledal, lamele so kar kul, niso neke zapečene, edin tele plate ali karkoli so te obroči. Tu pa tam malo modro, tako skoraj nič v bistvu. Tako da jaz mislim, da ta sklopa še lahko drži ful. Se pravi, puščica proti meni. Tele imajo, to sem pozabil pogledati, tele imajo tukaj rob tako, tukaj imajo pa oren grob. Zdaj pa dojami, kaj je boljše. Čak bom pogledal, kako sem dal tole. Mislim, da to nima veze, ampak vseeno. Veš, tam je tukaj lepo, zdaj s kere strani prije lepo. Takole ne sedi. Tako sem videl prvo na YouTube. Tako. Ako zajebem, on je kriv. Nisem jaz. Veš, tale ima malo sledi. Vidiš tukaj. To pomeni, da se je malo pregrel. Gledamo, če niso kakšne svinjarije. Nalivamo olje. Jaz to v bistvu prvič v life tole ne. To jaz nikoli nisem predel. Ko me zdaj jebaš, tale sploh nima puščice, gleda. A evo je, čoraj in čoraj. Že je hotel biti pameten, že zajebal se, gleda.
Pa še zadnje. Upamo, da ta stopka ne odrsela, ba s tem oljem ne bi smela. No. To je to. Ok, zdaj imam pa tale pin, kateri je zarevel, umazan. In bilo bi fajn, da ga jaz malo spucam, malo osvežim. Ok, situacija je taka, najdel smo eno tesnilo, ki ga bomo dali vse. Ročica. Zdaj damo to tukaj, takole not. Pa tukaj imamo vzmet, tako. Tako. To je zdaj to. Ok, dajmo zdaj noter te palčke. Not. Tako. Pa daljša. Pa not kuglica. Tako. Pa vzamemo še ta pinič. Še njega namažem. Primatica tako. To je pa za štelanje sklopke. Vidiš? Pokrov. Ok, pazi foro. Naj bi te vzmeti bile vsaj 34 ena dolge. Če so manj, so za nič, oziroma so raztegnjene, da vidimo moja. 34, 6, v redu. 34, 8, v redu. 34, 4, v redu. Vidimo še zadnje. 34, 3, v redu. Se pravi, vzmeti so ok. Ok, zdaj pa zelo pomembna stvar. Zdaj bomo privili tele vzmeti, ker je treba to stisniti, rabim moč. Zdaj pa, po moje se bo to vse skupaj premikal. Bom mogel, veš, takole, tole, zdaj pa kar, ujebote, tole pa zdajle, veš, zdaj bi jaz rabil šafen cigar dvojni. Aha, ne rabiš nekaj baš pritiskati. Ok, samo problem je, ker treba nacentrirati te vijake. Prav treba ujeti, ker se te spod vijaki dejansko prtijo. Zdaj pa treba to naštelati. Nekaj smo približno dali, zdaj pa staviš naravnost in naj bi bile 2 mm. Ker ti nikoli zategneš ful ali pa gor. In vzameš zdaj podložko. Da veš, ki je široka 2 mm. Je postaviš takole. 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 In potem, vidiš, to je previsok. Gremo dol. Ok, zdaj pa dejansko tukaj se štela tale luft, Pravi, da ene 3 mm mora biti luft, oziroma ne več kot 3 mm. Tako da dejansko bomo tukaj zmerali. In se pravi, vzameš ključ, 13. In pol štelaš luft. Malo odviješ, štelaš luft, več zategneš manje lufta, bolj odtegneš, glej koliko je to lufta. Vidiš, glej koliko je to lufta. Zategneš, jaz to odvil do konca. Pa greš pol obrata. Se pravi, na občutek. Takole recimo. Da ima lufta. 3 mm pravi.
držiš in zategneš. Zdaj jaz tu upam, da bo to dobro. Itak ima ta pokrov, veš, ob strani. In če je nov dober, lahko si naštelaš pa, veš, to pa ka vozaš, a naštelaš. Zdaj lahko kar vidiš. Treba spet to se pravi blokirati pa zategniti. To je dosti za danes, se pravi smo dali sklopko zobnike, naštelali sklopko, naštelali tudi zračnost in to je to, sem kar zmatran, tako da imam dosti za danes. Jutri pa nadaljujemo, se pravi tole skupaj dajemo, pa vidimo, mogoče bomo tudi tole tukaj.